Danes v Pomurskem dnevniku. Ubila pivskega kolega. Jožica Šemen v boju s kilogrami. Novi glavni izvršni direktor. Kazni za nabiranje kostanja. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pred sodnico na Ptujskem okrožnem sodišču sta včeraj stopila Franc Vajda in Andrej Bagari. Obtožena sta uboja pivskega kolega junija letos. Oba sta krivdo za smrt 64-letnega Srečka Marina zanikala. Na včerajšnjem predobravnavnem naroku sta bila tudi sin in hči umrlega, ki sta šele zdaj izvedela, kakšne poškodbe so bile za njunega očeta usodne. V sodni dvorani, kjer sta pred sodnico prvič stopila Franc Vajda in Andrej Bagari, sta bila tudi sin in hči preminulega Srečka Marina. Je kaj jeze prisotne danes, ko ste videli vam? Vojza, da je jeza prisotna, ne. Ker vem, da oče je bil bolan, niti če bi se hotel tep, se ni mogel niti broniti, kaj šele teps, ne. Nekdanji policist Franc Vajda in Andrej Bagari, ki se je maja vrnil zdravljenja v psihiatrični bolnišnici, sta krivdo zanikala. Tožilec ima očital uboj, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. Okoliščine smrti 64-letnika na Dravski ulici na Ptuju bo sodišču na predlog odvetnikov obtoženih poskušalo pojasniti 20 prič, ki so bile zaslišane že med policijsko preiskavo. Špilali so si to na glas, pa kaj češ, to mogoče tisti pol ure ali pa uro, pa fertik, pa je minilo, ne? Vajda in Bagari naj bi Marina v stanovanju te hiše hudo pretepla s palico in kijem, nato pa zvlekla na stopnišče in o prihodu policistov povedala, da je padel po stopnicah. Si misliš, pa kako ti pizdo, kaj mu je šinilo v glavu, ne? Odvetnika sta sodišču predlagala, da izvedenec oceni prištevnost obtožencev. Že na obravnavi nista želela snemanja in tudi pred sodiščem nista hotela govoriti z nami. Pred kamero je zbežal tudi tožilec. Sin in hči preminulega si želita predvsem moralno zadoščenje, saj odškodninskega zahtevka za zdaj nista vložila. Oba obtožena pa sta dobro poznala. Vajdo sem spoznal preko očeta, mogoče dvakrat smo se srečali. Bagarja pa poznam že iz osnovne šole. Glavna obravnava se bo na Ptujskem okrožnem sodišču nadaljevala konec oktobra in v začetku novembra. Uboj s kilogrami v oddaji The Biggest Loser Slovenija se je podala tudi Jožica Šemen. Po poklicu sicer kuharica, a strastna pevka, ki jo je zaradi odvečnih kilogramov zavrnila tudi glasbena založba. Njen neuspešen boj s kilogrami sta nam na njenem domu opisala njen mož Branko in sin Saša. Že odkar sta se z Brankom spoznala, je Jožica imela težave s kilogrami. Večkrat se je na hitro zredila, nato pa tudi na hitro shujšala. Najbolj pa je se hujšala, ko sem jaz bil pri vojski, to pa je bilo leta 2002. In takrat je bila fenomenalno postavo je imela, ko smo prišli na obisk v Zagreb, res je bila čudovita, ne. Predvsem po porodu pa so kilogrami le še naraščali in to je seveda hitro opazila tudi okolica. Ja, odvisno kje. Zdaj ponavadi, ko je šla kam ali pa kaj, potem so se malo ljudje obračali. Pa tako. Tebe je to motilo? Včasih, ja. Kljub pogledom je Jožica sledila svojim sanjam in nastopala kot pevka tudi na televiziji. Branko pravi, da ima rad takšno, kakršna je, a kljub temu so bili kilogrami pogosto razlog za prepire. Jaz jo imam rad, kakšna je, ne, ampak kljub temu definitivno ne, so kilograme mogoče ovira, majhna ovira tudi, ne, ker ko se ona počuti slabo, se tudi jaz počutim slabo, ne, in jaz tudi nisem vedno dobre volje in pride beseda na besedo in se mogoče tudi zaradi tega kaki konflikt pride ali pa kakorkoli, ne.
V boj s kilogrami se je podala že večkrat, a neuspešno. Zelo dosti se je obadala ona s temi kilogrami, zelo dosti knjig je prebrala, zelo dosti teh diet, zelo vsega tega in je poskušala z vsem možnim. A nič od tega ni uspelo, hitro je zmanjkala motivacija. Saša je zato med gledanjem televizije, kjer sta zasledila napovednik za oddajo The Biggest Loser Slovenija, zagrabil priložnost. In potem, mama, kaj pa če bi ti prišla v ta šov? Kaj bom jaz, ne. In potem se je to stopnjevalo, potem je pa prišla noter. O udeležbi Jožice v oddaji sta zapisala skrivnostno pismo, ki ga bodo skupaj odprli, ko se vrne domov. Najno mišljenje, v bistvu dobro in slabo, in upam, da se to mišljenje tudi spremeni. Pa da nam ona dokaže, da se motimo tukaj, ne? Ja. Tako držimo pa ti pesti. V Panviti Mir se z letom 2018 obetajo spremembe. Poglejmo kakšne. S prihodnjim letom bo Panvita Mir dobila novega izvršnega direktorja. To bo postal Toni Balažič, nekdanji šef uprave Mercatorja. Ta se je poslovil po prodaji Mercatorja hrvaškemu Agrokorju. Balažič pa je med letoma 2012 in 2015 vodil tudi Žito, ki pa je bilo kasneje prav tako prodano hrvaški družbi Podravka. Po naših informacijah bo Balažič v Panviti zadolžen za mesno industrijo in naj bi imel sedež v Panviti Mir d.d. v Gornji Radgoni. Mesto izvršnega direktorja Panvite Mir je do zdaj zasedal Svarun Udovič, ki pa je od konca avgusta član uprave skupaj z Metko Hajdenkumer in Petrom Polaničem, ki je predsednik uprave. Stopnja tveganja revščine v Sloveniji je primerljiva z Avstrijo in Madžarsko. V Sloveniji je relativno reven vsak 7. prebivalec, v Evropski uniji pa vsak 6. Podatki v Sloveniji, Avstriji in Madžarski kažejo na to, da so imele vse 3 države primerljivo stopnjo revščine. V Sloveniji je ta znašala 13,9%, v Avstriji 14,1% in na Madžarskem 14,5%. V vsaki od teh 3 držav, torej vsak 7. prebivalec, živi pod pragom revščine. Drugi 2 sosedi, Hrvaška in Italija, sta imeli približno 20% stopnjo tveganja revščine. V Sloveniji je bilo v lanskem letu 5,4% prebivalcev resno materialno prikrajšanih, v praksi to pomeni vsak 19. Slovenec. V Avstriji je bil ta odstotek eden najnižjih v Evropski uniji, saj je znašal 3% oziroma vsakega 33. prebivalca. Na Madžarskem je številka med najvišjimi. Tam je bilo resno materialno prikrajšanih 16% ljudi oziroma vsak 6. prebivalec. V državah z višjimi dohodki in zato tudi z višjim pragom tveganja revščine si tudi relativno revni prebivalci praviloma lahko privoščijo več. Tako tudi živijo bolje kot prebivalci v državah z nižjim pragom tveganja revščine. Slovenski prag tveganja revščine je pri 7.400 evrih, na Madžarskem pri 2.900 evrih, na Hrvaškem pri 3.300 evrih. Prag revščine v sosednji Avstriji je med najvišjimi v Evropski uniji in znaša 14.200 evrov. Za kilogram kostanja boste pri prodajalcih v naših krajih ušteli približno 4 evre. Toda mnogi se raji same podajo v naravo po jesenske dobrote. Preverili smo, na kaj paziti pri nabiranju plodov in kakšne so zagrožene kazni za prekrškarje. Če se te dni tudi sami odpravljate v bližnji gozd, da bi nabrali kostanj, je odveč strah, da bi vas pri tem zalotil lastnik ali da bi vas doletela zasoljena kazen. Vsaj dokler veste, kje in koliko nabirate. Pravilnik o varstvu gozdov, ki je trenutno v uporabi, namreč določa, da imajo tudi rekreativni nabiralci pravico do gozdnega ploda, zeljnatih rastlin in gob. Lastnik gozda torej naključnemu obiskovalcu gozda ne sme onemogočiti nabiranja gozdnih plodov na svoji parceli, dokler gre za nabiranje namenjeno lastni uporabi oziroma dokler teža nabranih plodov ne preseže 2 kg. Je pa pri nabiranju prepovedana uporaba pripomočkov, ki povzročajo poškodbe v gozdu. Nabiranje kostanja lahko lastnik drugim osebam prepreči le, če se odloči, da bo gozdne plodove, nabrane na svoji zemlji, prodajal. Na občini mora zato vložiti vlogo za prepoved nabiranja plodov na svoji parceli, vrsto plodov pa ustrezno popisati. Če vas kot nabiralca pri nedovoljenem nabiranju plodov na prepovedanem ozemlju zaloti lastnik ali inšpektor, vas to lahko pošteno udari po denarnici. Z globo od 1200 evrov do 42.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali samostojni podjetnik, posameznik.
Z globo od 400 evrov do 800 evrov pa se za isti prekršek kaznuje posameznik. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo, da je podjetje vplačalo varščino, a si je potem premislilo in odstopilo od nakupa. Več pa na sobotainfo.com. Mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno sončen dan s temperaturami okrog 22 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 18 stopinj, v Lendavi in Murski Soboti pa stopinjo več. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Marsikje po nižinah bo zjutraj in ponekod tudi dopoldne megla. Najnižje jutranje temperature v vzhodni Sloveniji se bodo v Murski Soboti in Mariboru gibale okrog 8 stopinj, dnevne pa se bodo povzpele do 21. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nižinah megla, v soboto pa predvsem v srednji in jugovzhodni Sloveniji nizka oblačnost, ki bo segala do nadmorske višine okoli 1000 metrov. Temperature v naših krajih se bodo dopoldan gibale med 6 in 8 stopinjami, dnevne pa med 21 in 23 stopinjami Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes. Z nami bodite tudi jutri, ne spregledajte pa naše spletne strani. Nasvidenje.